Dober dan, dobrodošli na dnevu podjetništva občine Slovenske Konjice, ki ga že tradicionalno zadnja leta soorganizira občina Slovenske Konjice in Dravinjski poslovni klub. Jaz bi se seveda v osnovi najprej zahvalil vsem vam, ki ste prišli na današnji dan, da skupaj spregovorimo o podjetništvu, da skupaj spregovorimo tudi o inovativnosti in tudi o tem, kaj nove tehnologije, med njimi tako imenovana fizična inteligenca, prinašajo v gospodarstvo, potencialno tudi v vaša podjetja. Zato bi seveda se zahvalil tudi vsem panelistom, ki so se danes odzvali vabilo, ki bodo skupaj z mano spregovorili in predstavili, kaj že oni počno na tem področju. Seveda smo pa zelo veseli in počaščeni, da je z nami gospod podžupan občine Slovenske Konjice, ki upravlja funkcijo župana občine Slovenske Konjice, Primož Poklič, ki bi ga poprosil, da nas tudi v uvodu nagovori. Primož, izvoli. En lep pozdrav vsem zbranim v mojem imenu in seveda tudi v imenu občine Slovenske Konjice. V občini Slovenske Konjice je podjetništvo pomemben del same občine in samega razvoja občine in veseli me tudi, da imamo pri nas v občini tako napredne in inovativne podjetnike, da se v bistvu vsako leto na tem dnevu podjetništva pogovarjamo o nekih novih tehnologijah, ki pa seveda pomenijo prihodnost tudi za našo industrijo v naši dolini. Tako da vsem želim danes prijetne razprave, dobre poslovne rezultate v tekočem poslovnem letu in seveda tudi lep dan. Hvala. Hvala lepa, Primož. Ker bo danes verjetno za marsikoga veliko preveč teh strojev, veliko preveč teh robotov, smo rekli, da bomo začeli z človekom, z človeškim nastopom. Povabili smo Mariso iz Twirling in mažoretnega kluba Spin iz Slovenskih Konjic, da nam pokaže, kaj takile robotki, ki jih imamo tu, še dolgo oziroma sploh verjetno ne bodo znali narediti, se pravi zaplesati, pri tem biti zelo spreten in se seveda tudi gibati po glasbi. Mislim, da so to neke vrline, ki jih naša dekleta super obvlada. Tako da Marisa, izvoli, nastopi. At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I had known for just 1 second you'd be back to bother me. Come on now, go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Want you the one who tried to hurt me with goodbye. You think I crumble, you think I lay down and die. Oh no, not I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'm still alive. I've got all my life to live, I've got all my life to give, and I will survive, I will survive. It took all the strength I had not to fall apart. Kept trying hard to mend the pieces of my broken heart, and I spent so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high and you see me, somebody new. I'm not that ashamed of Hvala, Marisa. Twirling je šport, ki združuje elemente gimnastike, plesa, akrobatike in spretnosti z vrtenjem palice. Gre za zahtevno športno disciplino, v kateri slovenski tekmovalci dosegajo odlične rezultate, tako doma kot na mednarodnih tekmovanjih. Danes se vam je predstavila Marisa Koprivnik iz Twirling in mažoretnega kluba Spin. Je perspektivna mlada tekmovalka, ki s svojimi nastopi uspešno zastopa svoj klub in Slovenijo na številnih tekmovanjih. Njene klubske kolegice se trenutno udeležujejo mednarodnega tekmovanja na Češkem. Marisa pa je danes seveda nam predstavila del znanja, ki ga je do danes osvojila. Še en aplavz za Mariso.
Moram izpostaviti, da se je tudi Dravinjski poslovni klub odzval prošnji za podporo mladim plesavkam in jih tudi podprl, seveda v želji, da so še naprej tako uspešne in tako ustvarjalne in da se še kdaj v podobnem okviru tudi dobimo, pa da še kako prijateljica s sabo pripelješ. Hvala, Marisa. Zdaj bi pa jaz v uvodu, preden bom povabil paneliste, na kratko predstavil temo današnjega posveta, to je fizična inteligenca. Če mi boš, Sara, dala tudi slajd. Kaj pod fizično inteligenco razumemo, kaj predstavlja in seveda, zakaj šele zdaj govorimo toliko o njej in zakaj je seveda toliko aktualna. Lahko greš naprej z slajdom. Nekaj omogočevalcev je tistih, ki so omogočili, da to vrstni mali robotki na koleščkih, pa potem, ko se bo pridružil humanoidni robot, lahko funkcionirajo tako, kot funkcionirajo. Se pravi, da združujejo skoraj popolnoma ponovljeno ali pa mimiko gibanja človeka in da potem, ko se uporabi umetna inteligenca, lahko seveda funkcionirajo, komunicirajo in se približujemo temu, kar smo vsaj v mojem otroštvu sanjali, da bomo imeli robote, ki bodo z nami komunicirali, ki bodo z nami delali, ki bodo z nami soustvarjali v svetu. In ko to umetno inteligenco z zmogljivimi procesorji namestimo na robota ali pa na katerokoli fizični stroj, govorimo o fizični inteligenci. Se pravi, da to umetno inteligenco, ki smo jo sedaj v zadnjih letih predvsem uporabljali na računalnikih, se z njo pogovarjali, z njo začeli kreirati tekste, tudi seveda govor, da jo namestimo na fizični stroj in takrat seveda se ta materializira v fizičnem svetu in predstavlja fizično inteligenco. Seveda, kaj so tiste prednosti, ki jih seveda vidimo v uvajanju tovrstnih rešitev? Prva, seveda, produktivnost. Mi vemo, da se Slovenija, kot tudi celotna Evropa, sooča z resnimi demografskimi izzivi in ko so nemalokrat prvi, bom rekel, pomisliki, ja, kaj bodo pa vsi ti humanoidni roboti naredili na trgu dela, nam bodo vsa delovna mesta pobrali. Jaz se večkrat spomnim ustanovitelja in direktorja Nvidie, globalnega, seveda, ameriškega liderja na področju ne samo humanoidne robotike, predvsem na umetni inteligenci, ki je odgovoril, da brez uvajanja teh tehnologij praktično zahodni svet, ki ga v celoti dajejo izzivi demografije, ne bo mogel zagotoviti potrebne kvalificirane delovne sile za to rast, ki jo bo potreboval. Če na drugi strani potem pogledamo na področju nekih storitev, kot je dolgotrajna oskrba, ker vemo, da bodo potrebe v starajoči družbi še večje, dejansko vidimo, da bo en pomemben del teh opravil seveda lahko opravila umetna inteligenca na tovrstnih robotih in humanoidnih robotih. Seveda bo potreben tudi zelo tehten premislek, kaj bomo kot družba, v katero smer se bomo usmerili, ko bomo imeli na voljo to tehnologijo, kje jo bomo omejili, kje se bomo odločili, da humanoidnih robotov ne bomo uporabljali, katera delovna mesta bomo zavestno, namensko obdržali za ljudi. V industriji 5.0 je to usmeritev v tako imenovano humanocentrično industrijo, se pravi v industrijo, ki postavlja v središče človeka in da vse tehnološke rešitve razvija v smeri, da le-ta podpira človeka pri njegovi ustvarjalnosti, ga v enem delu razbremeni, tam, kjer je to nevarno, tam, kjer je to nesmiselno, da bi človek uporabljal in da pride dejansko do kohabitacije sodelovanja človeka in stroja. Naprej. Tu so seveda tiste temelji industrije 5.0, po katerih seveda tudi Evropska unija in večina progresivno usmerjenih podjetij se zdaj iz 4. industrijske revolucije podaja na transformacijo v 5., kjer sem prvi steber že omenil, to je humanocentričnost industrije, drugi steber je trajnostna usmeritev,
se pravi, vso tehnologijo uporablja tako, da čim manj škoduje na okolje, da čim bolj trajnostno podpre vse proizvodne procese. In tretja, ki je v aktualnih časih še posebej pomembna, to je odpornost, se pravi, odpornost gospodarstva na različne krize. Zadnja leta jih imamo toliko, da praktično ne vemo, katera je večja, ali je to vojna v Ukrajini, ali je to energetska kriza, ali je to vojna v Iranu. In seveda vse to vpliva na trg, na industrijo in temu se tudi industrija 5.0 usmerja, da se prilagodi, da podpre podjetja, da se lahko hitro ali deorientirajo ali pa odgovorijo na tiste izzive na trgu, ki jih imajo. Naprej. V enem delu se bom dotaknil tega, kar bomo zdaj lahko tudi videli. Jaz bi Miha prosil, če lahko pripelješ Jožeta tudi gor, preden bomo začeli z okroglo mizo. To, kar smo v našem podjetju Wandel Robotics razvili, to je kognitivna komunikacija kompletnega robota Jožeta, ki bo verjetno dobil en aplavz. Ne, Jože? Jožeta smo priklopili kar na ozvočenje, ker to robota lahko, tako da, Jože, boš pozdravil vse prisotne. Občinstvo. Po koncu posveta pa naj kdo razloži, zakaj on streže, jaz pa filozofiram. Ker nisi bil še prej na ozvočenju, te prosim, če to še enkrat poveš, pa malo bolj izvirno. A veš, da ti moji mikrofoni niso za karaoke? Če želiš dodatno razlago, raje poslušaj, pa bom še enkrat na kratko povedal. Fizična inteligenca pomeni, da roboti zaznavamo okolje, ga razumemo in se mu prilagajamo, podobno kot vi ljudje. Če želiš res poglobljeno verzijo, uleti do Mihe Golčerja. On je moj uradni prevajalec v človeško. Dobro, Miha Golčer bo pol v panelu, tako da bomo počakali na to. Jože, hvala za enkrat. Tudi, da smo te zdaj v uvodu predstavili, pol na koncu boš pa še kakšno demonstracijo naredil, prav? Če bom še imel baterijo, bo demonstracija sama od sebe. Delujem, torej sem. Če ne, pa me boste morali odnesti na polnilnico, brez PowerPointa. Sta mi pa že 1247 milisekund dolg čas, to je večnost za robota. Hvala, Jože. Pasljivo. Se pravi, kje smo mi kot eno malo slovensko podjetje videli priložnost je, da na tem razvoju, ki so ga predvsem podjetja iz Kitajske zadnja leta naredila in so to vrstne humanoidne robote spravili tako daleč, da jih lahko tudi uvozimo in se jih tudi seveda naučimo uporabljati. Mi smo videli priložnost na temu, da smo razvili tako imenovano kognitivno AI platformo za to komunikacijo, s katero lahko robot sliši, se malo poheca, komunicira in seveda potem začne početi bolj resna opravila. Bolj resna opravila, kot je delo v hotelski recepciji. Danes bomo primerno pokazali, kako se Jože uči tega poklica v hotelu Rose na Bledu. In seveda na tudi ostalih področjih, kjer s tem govorno-komunikacijskim modulom in to gibljivostjo že lahko pričnejo opravljati ene aktivnosti kot take. Seveda pred nami je zanimiva prihodnost, če lahko nadaljuješ, to lahko spustiš skozi, da bodo videli par, še nazaj, pri kateri seveda vidimo poleg teh prvih zmožnosti, da lahko komunicirajo, da lahko upravljajo neke servisne informacijske aktivnosti, da vse bolj seveda se razvijajo roboti v smeri, da bodo lahko sami avtonomno upravljali upravila. To bo velika razlika napram temu, kar smo bili vajeni pri teh robotih do sedaj, tako imenovanih avtomatnih robotih, kjer se robote naprogramirali, da so delali ponavljajoče se gibe in so to seveda odlično upravljali. Ta preskok v to, rekel, naslednjo generacijo robotike pa je ta, da bodo podprti z umetno inteligenco lahko sproti sami, potem ko jim bomo govorno razložili, kaj ne naredijo, to počeli. Se pravi, da se bo popolnoma umaknila ta potreba po fizičnem programiranju vsakega giba, da se bo uvedlo to razumevanje potrebno, da robot pozna celotno fiziko, celotne procese, da razume, da je to stol, da ve, da če ga dvigne, da mora, kako silo mora uporabiti. Vse to se sedaj razvija in približno v nekem časovnem okviru leta do 2 let
bodo takšni humanoidni roboti imeli že to zmogljivost, da bodo to počeli avtomatsko in do takrat, bom rekel, imate podjetja in tudi izobraževalne inštitucije čas, da stopite na ta pot najprej spoznavanja, pa potem nekega smiselnega uvajanja in tudi njihove uporabe. Kako to počnejo že nekatera podjetja in tudi kako, naprimer, se v to vključuje Tehnološki park Ljubljana, nam bodo pa predstavili naši gostje, Vladimir Bangijev iz podjetja Kefo, prosim, če se lahko nam pridružiš, Tomaž Marot, direktor Marot Group, Stanko Kolar, direktor Aquafil podružnica v Celju in Miha Golčar, direktor podjetja Vandri Robotics. In Aleš Pevc, že prej predstavljen, vodja razvoja na Tehnološkem parku Ljubljana. Še enkrat hvala, da ste z nami. Ko smo sestavljali seznam povabljenih, seveda smo želeli narediti malce mešane predstavnike podjetij, tako tistih, ki so že več let na področju avtomatizacije, so praktično vodilni na področju uvajanja industrije 4.0. Ni bilo treba daleč pogledati, mi smo povabili našega člana, tudi Drevinskega poslovnega kluba, tudi dobrega prijatelja Tomaža Marota, ki z večjimi podjetji njihove skupine to že kar nekaj časa počno in se tudi resno pripravljajo, da bodo v to, kar so do sedaj delali, že upeljali tudi humanoidno robotiko. Potem Vladimirja Bangijeva s podjetjem Kefo, več kot 50 let že na področju farmacije, zdravstva, kar nekaj inovacij že v preteklosti so naredili tudi z roboti na tem področju in verjamemo, da je tudi en uvid potencialno na tem področju. Tudi Stanko Kolar je član našega Drevinskega poslovnega kluba, tak proaktiven direktor podružnice v Celju. Mi smo februarja bili z Jožetom pri njih in tudi resno že se pogovarjali o tem, kako bi lahko začeli uvajati in neke načrte že imajo na tem področju, tako da imamo tudi podjetje, ki tudi Stanko predstavo že znotraj razmišlja, kako. Seveda Miha Golčar, direktor Vandri Robotics, tudi sicer moj sodelavc, s katerim zdaj v zadnjih dobrem letu dni intenzivno najprej seveda smo želeli razumeti, kje so priložnosti, smo te priložnosti pripeljali k nam in seveda zdaj zelo intenzivno razvijamo rešitve tako za domač slovenski trg, kot tudi za širše. In seveda Aleš Pevc iz Tehnološkega parka Ljubljana, velik promotor vseh novih tehnologij, danes mislim, da tudi v vlogi AI Huba, tudi kompetenčnega centra za umetno inteligenco in tudi oseba, s katero že vrsto let s poslovnim klubom Drevinskim sodelujemo, ko premoščamo ta lok sodelovanja med Koniško, Drevinsko dolino in tudi seveda celotno Slovenijo, kjer je Tehnološki park ena od pomembnih gonilnih sil razvoja. In če dovoliš, Aleš, bi začel kar pri tebi, da mogoče navežeš na to področje, ki je nam že bliže, se pravi področje umetne inteligence, kje tukaj Slovenija je, kje so tu neke priložnosti podjetij, kaj že v sklopu tako imenovanega AI Factorja lahko pričakujemo in seveda v povezavi seveda na samo humanoidno robotiko, ki prihaja in vse te aktivnosti, ki jih peljete. Izvoli. Ja, najprej lepa hvala, Tadej, da si me povabil in za organizacijo tega dogodka, ker se mi zdi, da je izjemno pomembno. Tudi iz moje strani moram najprej res pohvaliti Tadeja in pa vso ekipo, ki prenaša v slovenski prostor ne samo fizično inteligenco oziroma ne samo nove tehnologije, ampak predvsem področje fizične inteligence. Zdaj, Tadej mi je prosil, če povem o
od nekaj besed na temo, kje smo v slovenskem prostoru z umetno inteligenco. Predvsem se nekako trudimo loviti priključek na področju umetne inteligence. Mi smo trenutno v zgodbi Evropske unije, a ne, tako če pogledamo malo širšo sliko. Evropa zaostaja z dvemi največjimi konkurenti, to sta Kitajska in pa Amerika, kar precej, se pravi. In zdaj, kako Evropska unija lahko sploh najde nek priključek oziroma sledi Kitajski pa Ameriki, kjer ima ta prednost v tem, da ogromne količine denarja vlagata v data centre, v razvoj umetne inteligence in pa tega, da se kapital pač kopiči na enem mestu in potem je preboj veliko lažji. Evropska unija se je odločila za eno tako zanimivo pot, se pravi razpršenega razvoja umetne inteligence oziroma sektorjev, se pravi vsaka država zdaj nekako gradi svoje centre in te centre se med sabo povezujejo. Eden od takih centrov tudi nastaja tukaj pri nas v Mariboru oziroma na centru Dravskih elektrarn, kjer gradimo Vego 2. Vego 2 bo približno 30-krat močnejša od tega računalnika, ki imamo trenutno, to je Vega 1. Namenjena bo pa predvsem podjetjem. Se pravi, vsa podjetja, ki verjamem, da tudi s pomočjo vaših poslovnih partnerjev v Dravinskem klubu zbirate podatke, gradite na teh podatkih in enkrat ta količina podatkov presega malo več, v tem trenutku pa lahko potem to superračunalnik uporabite zaradi tega, da ene par stvari oddelate. No. Zdaj pa mogoče samo še na fizično inteligenco. Zelo sem vesel, da je prav ta razvoj, distribuiran razvoj področja, ki se dotika umetne inteligence pa fizične inteligence, eden od jeder pravzaprav tukaj v Slovenskih Konjicah. In to je tista stvar, kjer dejansko lahko pokažemo, da je eno tako majhno mesto oziroma ena taka res skupnost, ki drži skupaj pa skozi hoče pripeljati ene nove tehnologije, kaj lahko doseže v slovenskem prostoru in jaz mislim, da ste postali prav zgledno na tem segmentu. Hvala, Aleš. In zapravo začeti podati Tomažu mikrofon. Tomaž, vaše podjetje je praktično eno izmed vodilnih na področju industrije 4.0. Vse te rešitve, storitve ste razvili najprej iz lastnih potreb, pa jih potem seveda dali tudi kot storitev. Moje vprašanje bi bilo, kje pri vas vidite potenciale, bo počasi potrebno začeti uvajati tudi katere od teh rešitev, v katerih korakih razmišljate in kje vidite predvsem tudi, da bi bilo potrebno biti pa previden, pa mogoče ne preveč zaletav. Še lep pozdrav z mojega. Mi smo začeli s temi koraki že 10 let nazaj oziroma že prej. To se pravi, z ustanovitvijo nekih podjetij, ki se izključno ukvarjajo z industrijo 4.0, digitalizacijo, avtomatizacijo. Zakaj? Zato, ker je pač potreba. Bili smo v avtomobilski industriji, ker so pač potrebni zelo velika vlaganja v neki razvoj, tudi nadzor stroškov in podobnih stvari, ki pač pripeljejo do tega, da je bila to nuja. Po tistih časih se je veliko govorilo o nekih, bi rekel, planih o tem, kam bo to pripeljalo, ali je to dobro ali slabo in tu smo danes mogoče na istih nekih prelomnih vprašanjih. Umetna inteligenca, ki je zdaj, bi rekel, neki boom, dejansko ni zelo nova. Tisti, ki se z njo ukvarjajo ali pa so se ukvarjali, vejo, da je to nekaj, kar je že zelo dolgo znano in se tudi uporablja. Predvsem govorimo o nekih machine learningih, teh stvareh, to se tudi v našem podjetju zelo veliko uporablja, ampak glede na to, da je to prišlo v vsakodnevno uporabo, vsakega uporabnika, vsakega, ki uporablja ChatGPT in podobno, pomeni to, da smo dosti bolj dojeli, kam ta razvoj gre. To pomeni, ta razvoj je danes zelo hiter, bo še hitrejši in to pomeni, da kdor ni zraven, ga verjetno ne bo. Vsi se pa sprašujemo, ali je to slabo ali dobro, tukaj verjetno odgovora ni. Del tega moraš biti in moraš biti v neki tej smeri, je pa treba malo z glavo tudi pogledati, kaj to prinese. To pomeni, umetna inteligenca kot taka v nekih proizvodnih procesih bo prinesla
zelo dobre stvari, pa tudi verjetno kakšne slabše. Treba je povedati tudi, da konkretno na humanoidnih robotikih in na podobnih zadevah sama zakonodaja, regulative zelo zaostaja za tem, kar je Tadej predstavljal, in Evropa ima tu zelo veliko težavo. Mi dejansko lahko danes se s tem ubadamo, pa s tem, ampak dejansko potem, ko pride to neko proizvodno podjetje, ker bo humanoidni roboti delali z ljudmi, pomeni to, da moraš imeti tudi neke regulative, da moraš imeti tudi neke pravila igre znana, kar pa dejansko danes je še odprto. Tako da Tadej je eden od pionirjev v tem segmentu, pa še par Konjičanov tukaj. Mi se bomo v vsakem slučaju tukaj pridružili in sama tehnologija, mislim, da nas ne bo zaustavila. Je pa treba dejansko imeti neko filozofijo, ker vsa podjetja, ki se ukvarjamo s tem, oziroma ki pridemo do nekih stran, ki želijo to imeti, jim je treba svetovati nekaj. Treba je začeti, pa treba neke korake nadaljevati. To pomeni, to ni od danes na jutri, to je nek razvoj, ki se bo dogajal in moramo biti zraven. To bi jaz zdaj začeti. Vladimir, jaz te prosim, da potem, ko bi najprej na kratko predstavil vašo podjetje, verjamem, da domačini ne poznajo toliko, se pravi, da bomo dobili občutek, s čem se ukvarjate, kje je vaš trg, kje so vaši glavne aktivnosti. Bi te pa potem prosil, kaj je bil tisti trigger, da si bil praktično en prvih iz vaše branže, da je pristopil k temu, da si videl tu potencial in seveda, kje vidiš ti prihodnost uporabe humanoidnih robotov, servisnih tudi na področju farmacevtske industrije? Najprej Tadej, hvala za povabilo. Jaz sem zelo vesel, da sem se lahko udeležil tega foruma. Prihajam sicer z obale, tako da vam povem, da slovenske koalicije sploh niso tako daleč od Portoroža. Kljub zaprtje ceste. Najprej na kratko o Kefotu. Mi poslujemo na dveh področjih, ena industrija, druga je zdravstvo. 77 let izkušenj iz farmacije. Praktično ga ni laboratorija v Sloveniji, kjer Kefo ni prisoten z znanjem in izkušnjami, ki jih imamo v Kefu, kar veliko prispevamo k temu, da ko vi vzamete zdravilo za glavo, da vas res ne boli. Tako da bi se pa zdaj malo fokusiral predvsem na farmacijo, da ne bom predolgo govoril o Kefotu. Farmacija je, bom rekel, tako ena zelo kompleksna zadeva. Dogaja se ogromno procesov, kjer mora biti zelo natančna, natančnost zelo, zelo pomembna. Predvsem pa se želi v farmaciji dokazati ponovljivost. Smisel farmacije, bom rekel, ena taka osnovna dejavnost farmacije je, da pri analizah artiklov, ki jih naredijo, dosegajo ponovljivost. Kar pomeni, da noter ni nečistoč, da dokazujejo stalno ene in iste nečistoče oziroma minimalno nečistoč, da pri sami proizvodnji dosegajo enake ali pa čim manjša odstopanja v miligramih učinkovine, ki jo zdravilo vsebuje, od potem vseh dodatkov, ki jih v tableto dajejo, zato da, ko vi pogoltnete tableto, da vam ni slabo, da se počasi razgrajuje. To je res ena velika, bom rekel, zelo kompleksna zadeva in v osnovi v bistvu si mi želimo, da bi roboti v farmaciji predvsem izvajali te ponovljivost, da dosega eno in isto, ta človeški faktor ponovljivosti dosežemo, to je ena stvar. Druga stvar, ki je pa zelo, zelo pomembna, je pa recimo v eni, bom rekel, proizvodnji, kjer je pomembna čistoča, se pravi, ko se po slovensko reče, čista soba, clean room, da v bistvu mi kot ljudje ne dodamo v tisto proizvodnjo neko mikrobiološko onesnaženost. In to sta take, bom rekel, dve pomembne zadeve, seveda pomembno je pa tukaj pol tudi pakiranja in tako naprej, ampak to so že stopnje naprej. In če bomo uspeli tukaj pomagati farmacevtom, da bodo tukaj znali to narediti, potem mislim, da smo v Sloveniji naredili ogromen korak naprej.
Lahko pa povem, da imamo v Sloveniji veliko tovarn, ne, se pravi od Krke kot domačega proizvajalca, imamo Sandoz, imamo Novartis, v bližini imamo Tevo in tako naprej. In to so vsi globalni playerji, ki so prepoznali Slovenijo kot državo z ogromno znanja. In s Tadejem smo se hitro najdla, tudi s Tomažem smo se hitro najdli, predvsem bi želeli, da to slovensko znanje potem tudi izvažamo v druge dežele. Ne? Se pravi, če pogledamo Švica, Francija, Anglija, Danske, nordijske države, to so vse izjemno močni v farmaciji in vsi si želijo imeti točno to, kar sem povedal. Ne vidim pa opcije, da bo robot popolnoma nadomestil človeka. Ne? Jaz verjamem v zgodbo, da bosta kvalitetno sodelovala in rezultate, ki jih bomo imeli, bo to, da ko bomo vzeli tableto, bomo še manj bo glava bolela. Hvala, Vladimir. Stanko? Ja. Tudi za to pomoč pri manjšem glavobolu. Stanko, podjetje Aquafil, globalni, lider na področju trajnostnih krožnega gospodarstva. Pred leti, ko smo tudi za šolskim centrom, pa tudi s tehnološkim parkom peljali projekt Think XR, ste se takrat vključili zelo zvedavo. Jaz sem bil zelo vesel, da še mislim, da leto dni potem ste imeli že ene rešitve upeljane z virtualno resničnostjo. Zdaj, ko je prišla humanoidna robotika, si zopet zelo hitro zapopadal. To je zagotovo odvisno tudi od tvojega karakterja, od tvoje, bom rekel, propulzivnosti, pa seveda tudi od razumevanja vašega podjetja. Mogoče deliš to, kje ste danes v tem razmisleku, pa kam vas pelje pot? Ja, hvala za povabilo najprej, no. Z veseljem kot član poslovnega kluba in kot nekdo, ki je pač v zadnjih 20 letih prehodil neke korake od osnovne digitalizacije do industrije 4.0 in pa zdaj naprej še tudi v virtualne vsebine in pa humanoidno robotiko. Aquafil je globalno podjetje, mednarodna skupina, ki posluje na vseh bistvenih kontinentih. Zdaj, da mogoče par besed povem, vseeno Kitajska, Amerika in Evropa so glavni stebri proizvodne poliamidnih vlaken, ki jih vsak dan uporabljamo. Recimo, ko ste v avto, noter imate tepihe iz poliamidnih vlaken ali pa dvorane, kongresni centri, hoteli in podobno. To proizvajamo v Sloveniji, najlon, tudi za tekstilno industrijo. Zadnji trend je bil tudi, da podjetje išče rešitve v zagotavljanju lastnih virov oziroma surovin skozi reciklažo, zato smo globalni lider v reciklaži najlona z produktom Econil, ki ga proizvajamo tako 100 ton na dan v Ljubljani. Zato varamo surovine, ki jih pa dobivamo iz celega sveta. Zadnji stop je Južne Amerike za Čile, kjer pač so ogromne količine ribiških mrež, gojilnice rib in tako dalje. In to se splača prepeljati v Evropo namesto nafte, ki je zablokirana v Hormuški ožini. Sicer včasih je večji plus, včasih manjši, ampak zadeva deluje in je produkt znanja v Sloveniji. Seveda so pač omejitve, nekje tudi človeški potencial se prilagaja v smislu iskanja rešitev na tistem, kar ve, ne? Ampak danes je svet tu globalen, da prihajajo produkti različnih tipov in iščemo rešitve, ki so hitre, učinkovite in tukaj zdaj je tisti del, kjer sem tudi jaz sam predlagal, da začnemo tudi z umetno inteligenco prepoznavanja naših surovin, hitrih analiz, priprave hitrih receptov za depolimerizacijo in proizvodnjo ponovnega najlona. Skozi tisto, kar smo počeli v preteklosti, pa seveda, ko so se pojavile opcije virtualnega navidezne resničnosti ali pa razširjene resničnosti, sem jaz osebno to prepoznal kot priložnost za učenje naših delavcev, zdaj dokler jih še imamo. No. Počasi se ti bazeni delavcev praznijo, mi smo veliko stavili tudi na balkanski bazen, ki je zdaj praktično prazen. V Ljubljani že pač prihajajo tudi agencijski delavci iz Afrike. Tako da tukaj je pa potem ideja, da neke stvari bo treba avtomatizirati do te mere, da bomo prilagodljivi tudi z našo proizvodnjo, ki pa ni čisto takšna avtomatska fancy, da bi rekel, da je to črna tovarna, ki zapereš dol, pa dela sama. Ne? To zdaj
če si Elon Musk pač to privošči pa naredi, ali pa Kitajci, ko gradijo nove tovarne, ki so 100-krat večje kot naše, ne, to je pač logika. Oni so zdaj v zadnjih 2 letih odpustili ali pa prezaposlili okoli 150 delavcev iz fizičnih tovarn na druga delovna mesta. Pri nas seveda to ne bo mogoče, ker bi morali postavljati nove tovarne, ker v te pa ne dol delamo ta velika hala, ne, pa zapreš ugasneš luči, pa noter delajo roboti, ali linije robotske, ali pa v prihodnosti jožeti, ne, se pravi humanoidni roboti, ki ne rabijo svetlobe, kvalitetno pač upravljajo dela, za katerih naučimo. Seveda, jaz to osebno pač vidim kot priložnost, ker imamo v naši tovarni v Celju na 20.000 kvadratih je veliko, ampak je kljub temu pomanjkanje prostora in si ne moramo privoščiti avtomatskih linij. In jaz osebno iščem rešitve v humanoidni robotiki, ki po enostavne delovne naloge, pakiranj, premeščanj bremen, dvigovanje bremen, ki tudi v Sloveniji postajajo težava zaradi omejitev, ki jih pač uvaja zakonodaja, dvigovanje nad ramenskim višino ramen in podobno. Tako da tukaj mislim, da nam lahko roboti kvalitetno pomagajo s temi enostavnimi opravili in seveda se pridružujem temu, da bomo čim prej morali tudi zakonodajalca nekako upeljati v to, da bo začel se pogovarjati o pravilih, na nek način bojo delavci delali skupaj z roboti in kaj bojo tisti triggerji, kjer pa bomo zadeve morali ustaviti ali pa do kje lahko pridemo. Tako da seveda z XR-om pa VR-om, se pravi virtualno resničnostjo, pa si želimo z zadnjim vstopom na razpis, na katerega smo se prijavili, v bistvu celo tovarno digitalizirati v obliko digitalnega dvojčka, s katerim bi naredili platformo, kjer bi potem tudi te bodoče humanoidne robote začeli učiti oziroma jih nekako pripraviti na delo, preveriti njihove zmožnosti, da se izognemo morebitnim pastem, kar se tiče varstva pri delu, varnosti pri delu oziroma za zdravje. Tako da tu so še veliki potenciali oziroma še veliko vprašanje, ampak kot je bilo že rečeno, zdaj, če nisi danes zraven, pa te jutri mogoče ne bo več. No. In kot začetni entuzijast pred leti, potem tudi razvijalec lastne platforme, v digitalne platforme za vodenje proizvodne in danes tudi kot neki soustvarjalec prihodnosti našega podjetja, vidim, da smo na pravi poti, to nas tudi naša centrala v Italiji podpira in naše projekte postavlja tako malo na pedestal v naši skupini, za kar sem zelo ponosen in tudi za nekatere stvari smo ponosni, ker smo dobili nagrade, tako da gremo dalje. Hvala, Stanko. Mislim, da je eno oblast za tebe, ne? Mislim, da ti si kar močno poprečno starost teh na nas tule znižal, hvala ti tudi za to. Še ne pri 23 vodiš podjetje Wander Robotics. Jaz bi te kombinirano vprašanje najprej, kaj te je osebno pripeljalo do tega, da si sprejel odločitev, da si po enih 10 letih že sicer prej uspešne kariere na področju sončnih proizvodnje z sončnimi paneli preklopil na to področje. Mogli biti kar verjetno nekaj močnega, da sprejmeš tako odločitev in da mogoče malo razložiš, na kak način ekipa mladih razvijalcev okoli tebe sploh prihaja do znanja in potem to implementira, glede na to, da je to predvsej novo področje. Če lahko to deliš z nami. Ja, hvala za povabilo z moje strani. Mislim, da glavni preskok, zakaj smo se odločili, da smo šli v humanoidno robotiko, je bilo to, ker smo z Luksom se mi zdi, da videla neko možnost v tem in da to definitivno prihaja tudi v Evropo. Mislim pa, da glavna razlika med nami mladimi in starejšimi pa je to, da mi smo nekako ta val AI-ja prej zajahali in dojeli, česa vse je sposobna umetna inteligenca in zato jo probamo spraviti na fizične stvari, da bo si lahko z njo pomagali, rešili pravila, ki so slaba za človeka, katerikoli človek ne more delati in da nas bo dejansko dopolnil, ne pa nadomestil. Odkot znanje, kak poteka ta proces, ko potem dobiš robota, imaš nalogo, da on ta robot nekaj počne, kak se lotevate, ne morete nekoga poslati na faks? Kak ta proces gre?
Ne, to je pa dejansko čist samo učenje. Dejansko je cel svet na začetku učenja z roboti. Je pa dejansko zelo dolg postopek, kako od robota spravi, da upravlja neko delo avtonomno, zaradi tega, ker ni veliko podatkov na internetu, kako to narediti in da bi lahko nek velik jezikovni model učil iz teh podatkov. Zato je veliko dejansko fizičnega dela, saj moraš dejansko s tele operacijo svoje gibe posneti, jih potem pretvoriti v njegovo obliko, ga učiti v virtualnem svetu, da on ne pade med tem, ko dela to upravilo in pol dejansko to dati na njega in testirati v realnem svetu. Tako da se v bistvu še sami učimo. Hvala Miha, čestitke tudi za to, pa tudi tebe topel aplavz. Moram povedati, da smo tu seveda hvaležni, tudi jaz se vključujem v enem delu v to, tam, ko se pač ne smem mešavati se, ne, ker mislim, da bi bolj motil, kot pa pomagal. Tam, ko pa lahko kak nasvet damo, da se povežejo, naprimer tako kot z tehnološkim parkom, z njihovim AI hubom, z njihovim okoljem, ki pridodaja takim ekipam veliko, po drugi strani pa tudi preko takih ekip se to znanje potem širi v to našo podjetniško skupnost, se mi zdi tisti odgovor na to, kako vsa ta znanja potem malo povečati pa narediti to propulzivnost ne samo enega podjetja, večjih na tem področju v Sloveniji. Tako da mogoče bi te, Aleš, tebe izzval, mislim, da bil pretekli teden, smo bili pri vas, ste imeli en zanimiv posvet, kar nekaj podjetnikov je tukaj danes, tam ste predstavljali te ukrepe, ki jih imate v sklopu tega projekta v industriji 5.0, se pravi, da mogoče lahko predstaviš, kako pa se lahko na to pot podajo tudi naša podjetja, pa tudi kar nekaj spodbude imate že za to. Ja. Se te čuje, vse. Ja, zdaj, kar se tiče samega razvoja ali pa podpore industriji 5.0 pa humanoidni robotiki, mogoče bi prej dodal samo še en stavek. V tem smislu, zakaj oziroma kako sploh začeti razmišljati o tem uvajanju novih tehnologij pa sobivanju s humanoidnimi roboti in tako naprej, pa tudi mogoče stavek, ki se dotika umetne inteligence. Danes ste tukaj, bom rekel, vodilni predstavniki različnih podjetij, ustanovitelji in tako, in dostikrat je to vprašanje, kako se zdaj mi lotiti oziroma kaj je zdaj v tem trenutku tisto, kar je najbolj pomemben za nas kot podjetje. In zdaj dve stvari. Prva je definitivno to, da se začnemo spraševati prava vprašanja. Se pravi, tako, kot je rekel Slavko, kaj nam lahko robot pomaga znotraj naše tovarne oziroma dajem kar izziv v tem smislu, kako se uporablja umetna inteligenca. Jaz sem 14 dni nazaj našim naročil, da naj razmišljajo, kako ne bojo več delali nobene stvari v pisarni, ampak da bomo vse stvari avtomatizirali, se pravi, komplet vse, in se bomo posvetili temu, da res pomagamo podjetjem na terenu, da pomagamo podjetjem, se pravi, vse, kar se tiče birokracije, se ne avtomatizira, da pomagamo podjetjem pri razvoju, pri dostopu do strank, da jim pomagamo pri njihovih problemih, se pravi, vse te stvari, ki so pa v pisarni, so pa trenutno z trenutnim stanjem umetne inteligence, ki se pa vsak dan izboljšuje, pa popolnoma nepotrebne in so obvladljive. Zdaj mi imamo že kar nekaj teh procesov avtomatiziranih, vsak dan še kakšnega dodamo in to je pač neki izziv, ki ga dam tudi vam. Drugo vprašanje je pa, kaj je tisto, kar morate biti pozorni kot podjetniki, je pa mogoče ena stvar in to so primeri dobrih praks. Ko mi mogoče malo premalo poznamo te primere dobrih praks in danes eno tako spoznavanje primerov dobrih praks, ki je tukaj, ki imamo že kar nekaj podjetij, ki delajo na tem, je tisto, ki tudi pol nas požene, kot ne kot konkurenco, ampak če lahko oni, mogoče jih lahko vprašam, kako bi pa mi naredili, se pravi, to so neke take stvari, ki spodbujamo en drugega, in to je tisti prenos znanja, o kateremu tedaj govori. Zdaj, zato, nažalost, naša država še nima čist posluha v tem smislu, da bi vas nagradila z nekim voucherjem oziroma z, bom rekel, nekim
projektom razpisov ali pa takih stvari, tako kot imamo, mogoče smo imeli prej za digitalizacijo, zdaj za robote, pa za, bom rekel, niti umetno inteligenco tega še nimamo. Pripravlja se nekaj voucherjev, eden od voucherjev bo spet na voljo v jeseni, se pravi voucher za inovativnost, kjer verjamem, da tudi taka, je sicer majhen znesek 25.000 evrov, ampak nekaj se da z njim narediti, nekega pilota in tako naprej. Druga stvar je pa tisti, ki imate proizvodna podjetja, se pravi, je pa na voljo, to je pa pač naš partnerski projekt, kjer smo pa omogočili to, da podjetje pride do nas, oziroma mi pridemo zdaj do vas, ker prej je bilo obratno, prej smo imeli umetno inteligenco, zdaj pridemo lahko do vas. In kar naenkrat imamo možnost to, da pogledamo, kje se podjetje zdaj nahaja, naredimo nek tranzicijski plan v prihodnosti, se pravi, postavimo nek načrt v novo stanje, ne, se pravi, v stanje, ko se začnejo uvajati pilotni projekti v podjetje. Ne. To je tista stvar, ki je mogoče zdaj najbolj ključna. No, tukaj imamo pač na voljo tudi nekaj sredstev, nekaj za to, da angažiramo tehnološki park, naše strokovnjake, nekaj pa za to, da angažiramo te strokovnjake, ki so danes tukaj z nami. No. Zdaj mogoče sam še zaključim to misel, ko sem vas prej izval, o tem, kaj bo naša pisarna oziroma naš razvojni oddelek še delal. Eno stvar moram še povedati, jaz sem zdaj pridobil končno, ker prej še ni, prej smo samo govorili, da smo, pa smo malo se hecali, ampak zdaj sem pa res med 5 in 10% časa, zaradi tega, ker vmes, ko delam za 2-3 agenti sprot, oziroma cloud mi dela, pa še kakšna druga stvar, kar avtomatsko skozi vsako nalogo, ko jo dobim, rečem, ne jo naredi, včasih se upiro, pa mu rečem, ne, sej znaš, zna tudi sam iti na internet, pa vse poklikati. Tako da, kar naenkrat sem ugotovil, da imam več časa za pogovor s svojimi sodelavci, 5 do 10%, ni velik, je pa dovolj, ne, ker prej to vedno zmanjkvalo. No, zdaj pa kar naenkrat, ker se ta avtomatizacija uvaja, je pa ta čas prisoten in se mi zdi, da so te kvalitetni odnosi tista vrlina, no, ki se nekako vrača, in to je tudi vprašanje, ki je bil, a nekaj bomo zdaj delali včasih. Jaz mislim, da so te razvoji, se pravi, spet gremo nazaj v ta stik s človekom, boljš, ko se znaš s človekom pogovoriti, boljš, ko mu znaš prisluhniti, večja možnost je tega sodelovanja, no, in tega pač z robotom, kljub temu, da je doktor in njegovo podjetje, oziroma Mihaltovo podjetje zdaj, nekako pogovora z človeka robotom, jaz mislim, da ta skills, da znaš k človeku pristopati in ga poslušati, je tisto, kar nas res dejansko krasi. No. In zdaj imamo spet priložnost, da to naredimo na eni večji skali. Jaz bi sem še dodatno spodbudil, res, če imate podjetja, obrnite se na tehnološki park, nič vas ne stane, dobiste zastojno svetovanje, ta proces tranzicije proti industriji 5.0, če identificirate potem ene izzive, dobite še dodatne strokovnjake, se pravi eno znanje, ki je dejansko zastojno, pa ki vam bo poleg tega odprlo vrata do tega, da boste, ko boste na tej poti pa eligible, ne samo na, upamo, tudi slovenska sredstva, ki bodo spodbudila to transformacijo, kot tudi na evropska, se pravi, naredite ta korak, še vedno lahko rečete, nič ni za nas, če boste to ugotovili, ampak boste videli, marsikaj je koristnega, tako da, čeprav je tehnološki park 100 km iz Konic, so blizu in vse naše izkušnje so take, da nudijo pravo podporo. Tomi, jaz bi tebe izval, s timom se podajate tudi na področje zdravstva, fizioterapije. Že pred leti, ko smo bili prvič, si razlagal, da ste začeli razvijati en prototip, ki bo dejansko neke vrste robot na področju fizioterapije. Lahko mogoče to deliš z nami. Ja, to je en projekt, ki je sicer Tim, moj najmlajši sin, začel za razvoj oziroma za sproščanje mišic oziroma za raztegovanje mišic za športnike oziroma terapija tudi za fizično, mislim, za ljudi, ki pač imajo neke fizične omejitve. To je ena zadeva, ki jo pač razvijamo, zdaj z umetno inteligenco, s temi novimi senzorikami, zdaj prije določene stvari, ki bo lažje. Je pa tako, da mi v bistvu v medicini smo tudi na drugih področjih, zdaj smo se podali v medicinski del implantantov, pomeni, če boste rabili kakšne umetne kolke, lahko pridete na naše podjetje, pa bomo jih izdelali.
v glavnem malo šala, ampak dejansko pri medicini je tisto, kar je že prej kolega omenil, da tako pri farmaciji, pri medicini so zelo velike neke regulacije, neke regulative in zdaj tukaj jaz vidim en velik preskok, kjer se v medicino začela uvajati robotika. To pomeni, prej je bilo pač to neka tabu tema, da pač to zmore samo človek oziroma kirurg ali zdravnik in s temi roboti, ki se že v bistvu serijsko uporabljajo oziroma se že v kliničnih centrih uporabljajo, pa to vidimo, da robotika je sposobna priti na vsa področja. In to je v bistvu nekaj takega, kar nas podjetnike mora spodbuditi temu, da pač moramo slediti temu. To se pravi, robotika bo, to smo omenjali in tukaj so pač neke korake, prej sem omenil, mi smo pač kar nekaj let v tem in podjetja se pač treba zavedati, da to so korake, ki včasih ne moreš preskočiti, ne. To pomeni, najprej moraš neke podatke zajemati, potem moraš obdelovati te podatke in to traja tudi neki čas, tako da vsaki dan zamujen je zamujen in prihodnost brez tega žal ne bo, ker tudi ta, bi rekel, zelo zahtevna regulirana področja kot medicina so sposobna nekih robotov, ki pa pomeni tudi v nekih naših proizvodnih podjetjih, pa bilo kjer podjetje, zapravi robotika bo. Umetna inteligenca, pa tako sami danes vidimo, imajo pasti, ko je prišel ChatGPT v javnost, jaz zelo spodbujam moje sodelavce, treba to uporabljati. Potem sem zdaj malo stopil nazaj, ker mi pa kak sodelavec namesto, da bi mi on napisal 2 stavka, dobim mail z pol strani, tako da tudi to ni v redu, pa potem vidim, da so se začeli kar umetna inteligenca med sabo po mailih pogovarjati, tako da tukaj sem malo žalosten, ampak z nekim, bi rekel, zdravim razumom je pa to stvar, ki je zelo uporabna. Tako da mi še nismo tako daleč, delamo tudi na agenti zelo veliko. Pri tem naša filozofija je, da vsi poslovni procesi, ki v podjetju imamo, jih želimo opremiti z nekimi agenti, to pomeni, ne vem, planiranje proizvodnje, vsak bo imel nekega svojega agenta, ki bo temu primerno namenjen in ki se bo razvijal, ampak za dober razvoj, pa za dobre, bi rekel, odgovore, morate imeti dobre podatke. To se pravi, podatke, znanja podjetja so pa tista, ki morajo biti in zato je potrebno te podatke začeti čim prej v podjetji zbirati. Jaz pravim, da podjetje ima dobro zbrane ali pa ažurirane ali pa na nivoju podatke, takrat, ko v podjetju ni dobenega Excela. Zdaj pa, če imate podjetje kak Excel, povete, da še niste tam, oziroma še nismo tam, kjer bi podatki bili res na enem mestu, pa res take, ko morajo biti. Hvala, Tomi. Jaz bi Stankota prosil, ker pa bomo šli v tisti zaključni del, kjer bomo oba kolega, tako Vladimirja kot Miho, poprosil, da kar za svojimi roboti povesta, kaj počno. Ampak preden pridemo do tega zaključnega dela, bi prosil Stanko tebe, kak si pripravil teren, ko si povedal, da boš pripeljal testno enega takega robota za pokazati, pa predvsem kakvi so bili potem feedbacki, odzivi. Ciljam na to, tisti normalni človeški strah, kaj se je to, danes je prišel pogledati, jutri me bo zamenjal, je tu strah, ali so tu predsodki, ali je tu to, ta del. Se veš, kaj Jože je rekel, ko je bil pri nas? Mi smo tukaj zato, da delamo, vi pa, da se pogovarjate, pa ste kreativni. Se, tudi to je en del, ki je malo pomiril duhove, recimo, ampak jaz čisto po pravici moram povedati, sem zadevo razmišljal dlje časa, mi smo se pogovarjali na pol leta in sem seveda kolege tudi že prej pripravljal, pa tako pač diplomatsko pač pokažeš neke stvari, se malo pogovarjaš, na kakšnem sestanku razviješ temo, sprašuješ po idejah, da ti oni pridajo naprej z idejami glede botov, planerskih botov za nadzor proizvodne, ki bi znali zaznati težave med vsemi tistimi 1000 in 10.000 podatki, ki jih zbiramo, in delamo aktivno v enih 3 smerih na tem, da poskušamo testirati uporabnost teh podatkov, da bodo seveda ti džemi ali boti, kakorkoli vzameš v Gemini, v Google so džemi, ki ti znajo med vsemi podatki
prebrati tiste, ki tebe zanimajo in ti pač koristijo, da lahko neke stvari popraviš. In če na ljudi vplivaš tako postopno, vsaki dan, jaz pravim mojim sodelavcem, parim, ki se še učijo nekih veščin vodenja, da voditelji danes se mi zdi, da ne smejo biti preveč eksplozivni in hitri, ampak da uporabijo teorijo nekega buldožerja, ki gre naprej in se kar ne ustavi in ovire, ki se mu postavijo, ga mogoče malo upočasnijo, ampak vedno ponavljaš isto in potem se ljudje počasi prilagodijo temu in razumejo, v katero smer gre svet in da tisti buldožer bo prišel do konca. Vprašanje je samo, ali ga bo upravljal Evropejc, ali ga bo upravljal Kitajc, ali ga bomo upravljali mi. To je zdaj tista dilema, ki jo pač moramo sprejeti in prav je, da čim prej vsi v skupini stopimo na isto pot. Vesel sem, da tudi naši kolegi v Italiji, ki je v zadnjem času tudi se soočila z precej veliko realnostjo, no, se pravi, niso tako dobri, kot bi si mogoče mi predstavljali. Tudi v Nemčiji so krize, ne, in tukaj zdaj Slovenija se mi zdi kar hitro prehiteva po neki levi in po desni in povsod, tako da smo zelo konkurenčni. Včeraj smo ravno imeli sestanek digitalizacija v skupini, ne, kjer se seveda srečamo virtualno preko videokonference in vsak svoje ideje gremo skozi, ne, jih predstavimo, jih nekako nadgradimo in potem se zbirajo najboljše, ki se bojo financirale v bodočih projektih. Tako da, zdaj, najlažje je, če človek pridobi ta občutek. Ne moreš se tega tako kar naučiti iz knjige, na kak način ljudem to razložiti, da bojo to sprejeli. Po drugi strani pa na izvršni ravni, na koncu v proizvodni, kjer so pa delavci, seveda njih težko pripraviš na to, da jim boš to razlagal pa jih pripravljal. Tam pa po pravici povem, sem hotel kar neko šok terapijo narediti, tako da se ga, ko pride robot, mora čez tovarno, mora z mano, jaz mu moram razlagati stvari, imamo lepe posnetke na spletu in mi je zelo všeč to, kar smo naredili. Da so videli, da pride nekdo čez glavna vrata, da roko, se pozdravimo, ga peljemo okoli, jaz mu nekaj razlagam, on nekaj odgovarja, ne? Vmes tudi tako zelo smešne variante, ki jih nisem pričakoval, ampak je začutil, zgleda pravo klimo v našem podjetju in me je Jože prečital v roku pol ure. Ne vem, bilo je smešno in zabavno predvsem. No. Tako da ljudje so bili seveda po moji oceni tako 50% tistih, ki so bili prisotni takrat tako šokirani, so se začeli o tem pogovarjati, seveda so bili ponosni, da so del zgodbe, da pač pride robot na obisk. Ne. In jaz mislim, da je treba to promovirati na tak način, da bodo vsi na koncu razumeli, da seveda roboti ne bodo nadomestili ljudi, ampak problem je, da nas je ljudi kot bodočih delavcev premalo in da ta gap bo treba to luknjo zapolniti in da ne bo mogoče neskončno uvažati ljudi iz tretjih držav, zato da bodo delali enostavna dela, ki jih bomo zelo verjetno lahko avtomatizirali. Tako da je proces, je postopek. Če takšnim sodelavcem daš še na glavo še očala, Google se pravi virtualna očala, kjer se lahko v tem prostoru učijo postopkov, lahko tudi ponavljajo svoje veščine periodično zaradi tega, da so usposobljeni pravočasno, pravilno, brez tega, da en kup sodelavcev izgublja čas. To je za eden od projektov, ki ga pač zdaj spravljamo v življenje. In pa tudi, da zbiranje podatkov postane čim bolj avtomatizirano, se pravi, zdaj neki stroji imajo avtomatizacijo, so modernejši tipi, nekateri so starejši in ti pa potrebujejo neki dodatek in poskušamo spraviti naše stroje v navidezno resničnost zaradi tega, ali pa razširjeno resničnost, da lahko ljudje s pomočjo razširjene resničnosti iščejo napake, jih snemajo, jih dodajajo noter in so potem na voljo vsem kolegom, ki prihajajo kasneje. Tako da ta zgodba se rola, tako tisti parni valjak, ne? Ali pa kot buldožer, ki se ne bo nikoli ustavil in je treba pač to sprejeti. Zdaj nekateri se bojo res ustrašili, tako so se ustrašili Jožeta na maratonu, ne? Pod komentarje na Facebooku je bilo tudi kar nekaj takih, ki so se ga ustrašili, tako da imamo takšne in drugačne. Ampak Valjar gre dalje in se ne bo ustavil. Hvala. Vladimir, sicer je še na poizkusni delovni dobi vaš novi sodelavec Kefko, ki ga boš zdaj lahko tudi primerno predstavil, verjetno bo prišel tudi vse med nas, če bo tam imel dosti prostora in
mislim, da bo treba samo se tu pomakniti, da bo se lahko protalal. Mogoče, kaj je bil ta tvoj izziv, ki te je vodil do tega, da v kolektiv pripelješ servisnega robota, Kefkota? Bo pa vmes prišel med nas, izvoli. Ja, torej, v bistvu, če mi pogledamo, kaj v bistvu Kefko dela. Danes Kefko pride, najprej se te razveseli, potem ti vpraša, kaj želiš, da ti pomaga. Konec koncev tudi sodelavci ga uporabljajo za to, da si med sabo pošiljajo kakšne stvari. Zdaj na začetku seveda je to hec, ne? Ampak če mi pogledamo eno resno delo v enem, recimo, laboratoriju, kjer se upravljajo z nevarnimi kemikalijami, od kislin, topil in tako naprej, ne, je en tak servisni robot lahko dobrodošel, da zmanjša te poti, ne, med skladišči nevarnih snovi in v laboratoriju in tako naprej. Tako da dejansko moje vodilo tle je bilo, dajmo omogočiti, da nam stroj dela tiste ponovljive zgodbe in se pri tem nauči, da ne dela napak, ne, to je pa del umetne inteligence, da enostavno pri tem delu pomaga, ne. Seveda, zdaj začetek je tako, kot ga vidite, ne, mi smo naredili kot, poimenovali smo ga First Impression Manager, se pravi, ni recept, mi v firmi nimamo receptorja, ampak imamo First Impression Managerja, izhajalo pa iz tega, ker kadar prejš podjetje, pol vidiš napis levo ta služba, desno una služba, enih 15 tabel in prvo 2 ure čitaš, kjera tabla, pa malo piše po slovensko, malo po angleško. No in smo se pač potem dogovorili s Tadejem, da bi nam oni najprej tu pomagali z tem, da bi, ko priješ v podjetje, ko se vrata odprejo, pristopi do tebe, rečeš, šel bi, ne vem, govorim zdaj na pamet, v računovodstvo, ne, in on ti reče, pridi z mano, odpeljete do tam, to je v bistvu nekako tudi tisto sodelovanje, ko sem prej govoril, ne verjamem, da nas bo nadomestili roboti, ampak verjamem pa v sodelovanje. Če sam dodam, mi smo imeli veliko debate v raznih klubih o tem, ali nas bojo roboti nadomestili, ne. Če pogledamo v zgodovino, prva industrijska revolucija, stroji so razbijali, ljudje so razbijali stroje, ker so se bali, da jih bojo nadomestili, ne. V bistvu smo skozi leta se naučili sodelovati z njimi, ne. In verjamem, da bo tukaj ista zgodba in to je tisto vodilo, ki mene kar nekako potiska naprej, da bomo skupaj lepo sodelovali in da se jih ne bomo bali. Kefko, dober dan. Živjo, na planju imam voda in čokoladice, če ti zapaše kaj sladkega ali osvežilnega. Kar povej, vesel bom družbe. Kdo si ti? Sem Kefko, servisni robot. Rad bi ti rekel, da sem človek, pa sem v resnici servisni robot. Telo mi je dal kino, glas in pamet. Ni skrivnost, sem Kefko, servisni robot Kefo in Kemomeda, telo mi je dal kino, glas. Slišite, kar povej, kako ti lahko postrežem, imam vodo in čokoladice, ali? Pravi, da se še malo vrti, se še malo uči. Kaj viš pa zdaj? Na hod? Okay. Zdaj gre na tisto mesto, ko vas pričaka, ko se odprejo vrata. Se pravi, tako je pač povedal Vladimir, pogovor steče, ga vprašaš, kje je direktor, gre do njega, po poti se seveda pogovarjaš tudi o temu, kar podjetje počne in avtonomno funkcionira. Luka se je parkiral, ali ga moraš ugasniti? Ja, vredo. Okay. Seveda bojo koraki še sledili, kar nekaj izzivov je možno rešiti, mogoče to. Ja, torej najprej smo se dogovorili, da se bomo skupaj z njim učili. To je tista prva faza, ne, ki moramo v bistvu njega tudi marsikaj še naučiti. Torej on, ko prišel v firmo, on še ne zna vsega. Je pa zanimivo, da ko smo pripeljali njegov del, voščiti sodelavki, ne, je tako dobro se z njo pogovarjal, da je res deloval kot sodelavec že, ne. Se pravi, je popolnoma sodeloval. Zdaj izzivov bo verjetno še veliko tedej, ampak kolikor vidim, v bistvu gre to z bliskovito hitrostjo. Ne vem, praktično v enem tednu smo ga že toliko navadili, da še mene žena mi v enem tednu toliko navadila, ko smo mi njega, ne.
Tako da verjamem, da recimo v enih par tednih bo on popolnoma operativen, dajmo reči, kar samostojen. Verjamem v to zgodbo. Zdaj pa Miha, tebe bom prosil, da Jože te pripelješ, pa bomo njega pa skupaj predstavljali. Da ne bomo predolgi, bi jaz čisto na kratko povedal to, kar smo že vmes, da je Jože trenutno upravljan sa strani Mihe, se pravi, da je to upravljanje na daljinsko teleoperacijo, da pa ima že v sebi razvite neke sklope, naprimer ples, naprimer borilne veščine, naprimer tudi kakšne ponavljajoče se gibe, ki pa smo jih razvili in jih sprožimo na njemu. Jože je seveda oblečen v majico konjiškega maratona, nas je pričakoval, da bo tudi Toni Noner z nami, vodja konjiškega maratona, da se gre potem k njemu tudi upisati. Mislim, da Tonija ni, je pa Mitja Kranjčan, tako da smo mu nadeli ta oblačila, sicer pa iz teh osnovnih, gibalnih zmožnosti, da potem v nekem prostoru, naprimer zapleše, naprimer naredi neka opravila, seveda njega razvijamo, tudi zaradi tega smo kupili Unitrija G1, ki je izrazito primeren za to, da se razvojne ekipe za razvoj gibanja na njem učijo tudi tega, kar bodo naslednje generacije takih humanoidnih robotov potrebovali, to je razvoj njihovega avtonomnega delovanja. Tako da mi smo zdaj približno 30–40% že usvojili razvoj delnega avtonomnega upravljanja opravil. Kaj to pomeni? To pomeni, da ga v nekem kontroliranem okolju učimo, da mu rečemo: Jože, idi tjale, pa zagrabi tisto vrečko, pa jo prestavi v koš. Pravi, v tem govornem ukazu, govorni usmeritvi, potem on avtonomno, tudi podprt z umetno inteligenco, najprej seveda v prostoru mora pogledati, kje ta koš je, oziroma kje je tista stvar, ki jo mora pobrati, mora iti do nje, se mora gibati, se pravi, celotno gibanje on naredi ne tako, da si ga ti prej programiral, ampak da on sam sebe uravnava, da mu roka, naprimer tule trenutno nima teh rok s prsti, ta drugi model, ki je laboratorijski, te prste ima, da to zagrabi, da se prilagodi, da dosti močno zagrabi, da ne premalo, in seveda, da potem to odnese tam, kjer je koš. Tisti koš seveda lahko potem nekdo premakne, pa ko mu rečeš to naredi, seveda bo najdel tisti koš in bo šel do njega. S temi počasnimi, razvojnimi koraki gremo proti temu, kar pričakujemo, da bo do konca leta že razvito, namreč tudi naši razvojniki so odvisni od tega predvsem, kaj bodo velikani, velika podjetja naredila, to so tako mikroprocesori, ki dobiva večjo zmogljivost in predvsem, da se razvijajo novi veliki modeli. Ta prvi language model, ki ga uporabljamo s ChatGPT, nam je omogočil ljudem, da z govornimi ukazi umetni inteligenci rečemo, da generira besedila. Zato so veliki jezikovni modeli. To, kar se pa zdaj razvija, so pa veliki svetovni modeli, kjer se po istem principu razvija umetna inteligenca, ki na podlagi našega navodila sama sproti sprogramira v fizičnem okolju, v svetu, gibanje robota. In seveda to je zdaj v razvoju, načrtuje se, da do konca leta dejansko popolnoma že lahko uporabljiva in takrat seveda bo tudi ta funkcionalnost takegale, v tem primeru Jožeta taka, da ne bo rabil Miha več imeti daljinskega upravljavca, ampak da bomo to lahko seveda delali v pogovoru z njim ali pa v nekih okoljih, bo potem to razvojni tim, ki bo z vsem znanjem, ki ga ima, z vsemi omejitvami, ki mu jih mora dati, seveda naučil tega novega sodelavca, da te stvari počne. Zdaj, kje je smiselno uporabljati take seveda humanoidne robote, jih je tam, kjer so vsa ta upravila, o kateri smo govorili, ampak jih je treba in smiselno, da se izvaja na različnih lokacijah. Tam, naprimer, kjer bi ti mogel neka vezja delati skupaj in je to na fiksni točki, seveda nima smisla to upravilo dajati
humanoidnim robotom, ampak narediš avtomat, ki je fiksen. Se pravi, te rešitve, ki že obstajajo. Ne. Tam, kjer pa so upravila, in to so tudi upravila, ki jih sicer v proizvodnji ali pa kjerkoli upravljamo ljudje, da moraš priti tja, moraš na različni višini nekaj stvari početi, tam pa seveda so smiselne uporabe humanoidnih robotov. Da res ne bomo predolgi, bi mogoče z nekim nostalgičnim plesom pokazali, kak Jože zapleče twist. Bože, pa vam pazi, da te ne pohodi. Ma kar gibanje, ne? Bravo, Jože. Dobro si to naredil. Tako bi jaz zdaj zaključil ta tudi praktični del, ki ga bomo pa zaključili z premierno predstavitvijo promocijskega videa. Jaz bi tule povabil našo kolegico Anjo Pirtošek. Anja, se pridružiš, režiserko in scenaristko tega promocijskega videa, ki ga danes tudi prvič premierno predstavljamo. Anja, hvala, da si z nami. Namreč mi smo v sodelovanju z hotelom Led Rose se dogovorili že pred meseci, da bomo začeli Jožeta pilotno uvajati v njegovo delo receptorja v tem hotelu na Bledu z namenom predstavitve, kaj v prihodnosti Jože bo znal, ko se bo dosti naučil. Smo tudi pripravili tale video, kjer ga je Anja za svojo ekipo, sodelavcev in sodelavk tudi zastavila, režirala, scenografijo tudi pripravila in potem zmontirala. In preden ga zavrtimo, mogoče, Anja, verjetno si prvič z nekim sploh humanoidnim robotom nekaj takega počela. Kaj se ti je takrat vrtelo v glavi, ko si dobila klic pa našo prošnjo, da to narediš? Ja, definitivno mi je bilo zelo zanimivo. Mislim, prvič sem se kaj takega lotila. Tudi na samem snemanju sem ga v bistvu prvič spoznala, pa sem bila dosti navdušena, kak je sposoben, kak zna komunicirati. Ja, bila je zelo zanimiva izkušnja. V teh koliko minuti pa pol ste pokazali kaj? Pokazali smo v bistvu, kako Jože opravlja delo receptorja, pa tudi v bistvu sposobnosti govorjenja v različnih jezikih, tudi da zna gostom v bistvu pokazati hotel in prostore. Tako ja, te neke funkcije receptorja. Super, hvala lepa. Kot rečeno, mi bomo danes to premierno pokazali, v naslednjih dneh bomo to tudi predstavili širši, svetovni javnosti. Pričakujemo, da bo precej zanimanje, zato ker po naših znanih podatkih je to prvi humanoidni robot, ki je začel upravljati to vrstno opravilo hotelov v Evropi. Na globalni ravni so to naredili oktobra lani v Šanghaju. Mi smo šli tja, podobno kot so včasih Japonci pa Kitajci hodili k nam kaj pogledati, kaj pokopirati. No, mi smo predvsem pokopirali ta navdih, kako to narediti, smo seveda videli, da ima smisel, mogoče kako stvar naredili boljš, kako tudi slabš. Kako pa to zgleda, pa upam, da boste lahko videli zdaj v tem kratkem videu. Hello, my name is Jože. Welcome to Bled Rose Hotel. Hello. Hi. May I offer you a welcome drink? Yeah, sure, thank you. Thank you. You're welcome. Allow me to check you in. Your room is prepared and ready for check-in. Breakfast is served from 7 until 11. The wellness center and pool are open all day. Okay, that's pretty futuristic. Yeah, I know. I am pretty fantastic. If you would like, I can also show you around the hotel. Yes, we'd be happy to. Please follow me.
If you need anything, I am always at your service. Kann ich Ihnen weiterhelfen? 这是给你的，好好享受。Enjoy your stay. Da ne bomo samo od tod do tja govorili, bi vprašal, če je mogoče kak razmislek, če je kako vprašanje v občinstvu. Kolikor ne, bi ugotovil, da smo bili dost temeljiti, dost verjetno tudi časovno odmerjeni, da lahko današnji posvet zaključimo. Jaz bi vam vse povabil, da seveda ostanete z nami. Vendarle imamo. Izvolite. Glede zaznav jezika, hvala lepa za besedo. Glede teh zaznav jezika je potrebna tu verjetno povezava z internetom. Ali na kak način ta zadeva poteka, ne? Ja, dejansko to, kar Jože komunicira, je rešitev, ki je vezana na dostop do interneta, se pravi platforma, na podlagi katere on zaznava zvok in potem uporablja umetno inteligenco nazaj, govori, je v oblaku, na njega jo pripeljemo preko wirelessa na konkretno zvočnik, ki je na njemu, ali pa v tem primeru ozvočenje, zaznava pa zvok ali mikrofonom na njemu, ali pa s takim mikrofonom, s katerim potem tudi z njimi komuniciramo. Govori 60 jezikov, ko je pripravljen v tem modu, da z lahkoto preklapla iz enega v drugega, to, kar tudi zazna, tako da mogoče, če to zdaj pokažemo pri Jožetu, če se ne bo preveč opiral iz slovenščine, ne kjer drugi jezik. Jože? Nič hudega. V SPM samo elektrone. Če ti pivo sprosti jezik, jaz pač vklopim še kak dodatni procesor. Glavno, da se na koncu ne pritožuješ. Jaz sem programiran, ti pa imaš izgovor. Tu se ravno pogovarjamo, koliko hitro lahko ti preklopiš v en drug jezik, na primer francoščino, pa poveš francoski vic v Parizu. Celle-là se joue en quelques millisecondes. Par exemple, à Paris, un robot entre dans un café et il ne rouille pas. Voilà, humour de robot. Si ti pa še kakšna druga šala ljubša, kar pove. Pa ja te ništa nisem razumel, jaz sem Hrvat, možeš to na našem Hrvatskom. Evacivanje traje kraće nego gutlja piva. Zamisli robot u Parizu uđe u kafić i ne navuče ništa, jer mu je voda u USB-u dovoljna. Eto, suhi robotski humor na našem, a ako ti paše još kakva šala, samo reci. Pa mislim, da si bil dosti izviren, pa si zaslužil še tretji aplauz. Hvala ti. Najlepša hvala, da ste prišli danes, da smo skupaj pokazali, da je podjetništvo pot, ki vodi v svetlejšo prihodnost. Hvala tudi seveda panelistom, hvala medijskima pokroviteljima, Novicam in Radio Rogli in seveda Domu kulture, občini Konjice, ki so z svojo ekipo nam omogočili, da smo v tem prostoru danes ta dan tudi izpeljali. Hvala lepa, lep večer še naprej.